spoštovani gosti, gospa Patricija Šulin, gospod Franc Breznik, gospod Silvan Prešolja, gospod Matej Drnovšček, gospod Branimir Radikon, ter spoštovano občinstvo, lepo vas pozdravljam na današnji okrogli mizi na temo izzivi kmetijstva v Sloveniji in Evropski uniji. Župan se je opravičil, torej vas v njegovem imenu lepo pozdravljam in pozdravljam tudi svetnike občine Brda. Kmetijska politika Evropske unije se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, da bi kmetom pomagala premagovati izzive na področju svetovne proizvodnje hrane. Saj bo treba le to zaradi rasti prebivalstva in spreminjajočih se prehranjevalnih navad do leta 2050 podvojiti. Kako pa je v Sloveniji, kako je tukaj pri nas, v Brdih? Brda pišejo številne uspešne zgodbe. Vino, sadje, oljčno olje, žganje, med so v Sloveniji dobro poznani in cenjeni in tudi v svetu sta briško vino in oljčno olje z velikim spoštovanjem vedno bolj sprejeta in tudi ostali pridelki ne zaostajajo. Slovenci in tujci prihajajo v Brda, želijo si spoznati pokrajino, želijo videti, od kje izvira odlična kapljica vina, kje naberemo najboljšo briško čerješnjo in od kje tako vrhunsko oljčno olje. Briška zemlja ima vse, ugodno podnebje, veliko sonca in milje zime, lapornato zemljo in pridne roke kmetov, ki jih pri delu vodita napredek sodobnega časa, a vendar ne pozabljajo na briško tradicijo. A ker delovanje v kmetijstvu prinaša vedno več angažiranosti in truda, smo se danes zbrali za okroglo mizo, da spregovorimo o dobrih in manj dobrih plateh kmetijstva, se lahko izboljšamo, kaj lahko izboljšamo in kako lahko pomagamo pri problemih, ki jih prinaša narava, trg, tehnologija. In na vsa ta vprašanja vam bodo odgovorili naši naslednji gosti okrogle mize. Začeli bomo z vami. Lepo pozdravljeni, gospod Franc Breznik, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, v tem mandatu predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vi prihajate iz drugega konca Slovenije, iz Štajerske, področje kmetijstva dobro poznate. Katere usmeritve in cilje ima država Slovenija na področju kmetijstva in kaj ste si vi kot predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadali, da boste izpolnili v tem mandatu? Lepo prosim, hvala. Ja, mislim, da dela. Pričujemo? Svedojači smo Štajerci, glasni pa morda. Torej, lep pozdrav vsem. Se pravičujem, da sem prinesel nekaj dežja, ampak danes se bomo potrudili, mislim, da vsi, če lahko govorim v imenu vseh zbranih tukaj, da vam prinesemo sonce tukaj, vsaj v to dvorano. Torej, moj odgovor na vprašanje, v bistvu, kaj prinaša prihodnost kmetijstva v Sloveniji in zakaj si bomo sam prizadevali in kaj tudi delamo na odboru za kmetijstvo. Prva zadeva je, da se moramo vprašati, zakaj potrebujemo kmetijstvo. Torej, osnovna naloga kmetijstva je seveda, kot je rekla danes tudi povezovalka, predelava kvalitetne hrane. V novih vseh teh reformah, tudi evropske kmetijske politike, neoporečne hrane, zdrave hrane, po seveda vsaj za večino prebivalstva dostopnih cenah. To je tista neka osnovna paradigma kmetijstva v tistem širšem pomenu besede. Seveda je pa v ožjem pomenu besede pomeni kvalitetna hrana mnogo več. Pomeni razvoj blagovnih znamk, pomeni razvoj prodajnih celovitih zgodb, kjer ljudje, ko rečemo, so tudi nekateri zasvojeni z vrhunsko hrano. Vrhunsko hrano štejejo v najbolj razvitih državah, približno tako kot recimo mladi fantje radi pogledajo za dobrimi, kvalitetnimi avtomobili, so zasvojeni, si jih želijo, so neke želje. Tako je tudi s hrano, so tudi blagovne znamke in kot je rekel nekoč Ferdinand Porsche, izdelujemo izdelke, ki jih včasih noben ne predeluje, si pa jih vsi želijo. S hrana je nekoliko več, hrana je izredno pomembna, tudi strateška zadeva zaradi zdravja populacije. Hrana, mislim, da tudi v Sloveniji mora igrati neko poglavitno vlogo. Če se obrnemo na Evropsko unijo in pogledamo nekaj statističnih podatkov, preden sploh začnemo govoriti o kmetijstvu, moramo vedeti, da ima Slovenija povprečno starost kmeta 57 let, površina slovenskega osnovne kmetijstva v povprečju je približno 6,9 hektara.
Na ravni Evropske unije v vseh državah je približno 12 milijonov ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Od tega je v Evropski uniji recimo povprečna kmetija v povprečju velikosti 15 hektarov. V Ameriki, recimo v Združenih državah Amerike, imamo približno 2 milijona kmetov, povprečna velikost kmetije je 180 hektarov. Ne zdaj, ko bi šli na Rusijo ali pa bivše države, Sovjetske zveze in tako naprej. Torej, želim povedati okvire, v katerih mora delovati slovensko kmetijstvo. Torej, velika večina je predvsem, lahko rečemo, zemlje, kjer je težje obdelovalna, zelo malo imamo neke ravninske zemlje. Je pa specifika Slovenije v teh okvirih, v katerih se prej govoril o tem, da Slovenija ponuja več svetov. Slovenija ponuja, kot sem danes rekla, prihajam Štajerske, ponuja Primorsko, Notranjsko, nazadnje tudi Gorenjsko, lahko rečemo, govorimo tudi o številnih vinorodnih okoliših na področju vina, lahko govorimo tudi o številnih prehranjevalnih zadevah, hrani, ki je morda, ki je povozil čas glede klimatskih razmer in novih, lahko rečemo tudi novih trajnih nasadih, ki bi morda bili primerni tudi za lahko rečemo, kmetijstvo 21. stoletja. Tisto, kar je pomembno poudariti na tem področju je, kam moramo iti, kaj se pričakuje v 21. stoletju. Prva zadeva, o kateri se pogovarjajo tudi na večini medparlamentarnih kmetijskih konferenc, sam sem prišel pred nekaj časa iz Romunije, ki predseduje trenutno Evropske unije. Vsaka druga beseda je bila digitalizacija v kmetijstvu. Ne digitalizacija v gospodarstvu, ampak digitalizacija in visoke tehnologije v kmetijstvu. Torej, kaj lahko dosegamo s tem? Torej, govorimo o preciznem kmetijstvu, govorimo o preciznih, ne vem, nekdo, ki škropi, preciznih škropilnicah, ki manj onesnažujejo okolje. Govorimo seveda o meteoroloških postajah, ki vam točno določajo optimalni dan za škropljenje ali pa za kakšno drugo delovanje na kmetijski zemlji. Govorimo seveda o robotizaciji, govorimo o samovoznih traktorjih, govorimo o dronih, s katerimi boste po vsej verjetnosti tisti, ki imate manjše vinograde, škropili v roku 10 let tukaj tudi na tem področju. Govorimo potem seveda tudi o javni upravi neke države, ki mora v digitalni platformi biti povezana z takšnim kmetijstvom. In seveda potem se sprašujemo, kakšni ljudje bodo upravljali s tem. Potem prijemo na naslednjo paradigmo, novo paradigmo Evropske unije na področju kmetijstva, ki se glasi, da treba kmetijstvo tudi generacijsko prenoviti, ljudi stimulirati mlajšo generacijo, da pride živeti na podeželje, da se začne prvenstveno ukvarjati s kmetijstvom, ki ne nazadnje. Budžet tudi v Evropski uniji je približno za kmetijsko politiko 360 milijard evrov in predstavlja približno 28% kompletnega proračuna Evropske unije. Tako da govorimo o izrazito pomembni panogi in ne nazadnje za kmetijstvo, spoštovani, je tudi pomembna tema, ki je povezana z razvojem tudi podeželja, z razvojem vseh vas, vaše skupnosti tukaj, tisti, ki živite, kako se bo razvijala, ali bomo Ljubljana še vedno centralizirana območje, tudi cela Slovenija, ali pa bo tukaj kvalitetno življenje, kvalitetna delovna mesta, povezana z, kako rečemo, vrhunsko hrano, z vrhunskimi blagovnimi znamkami in nekaj, kar si bi večina ljudi v mestih želelo. Torej, sam sem prepričan, da koliko bomo peljali umno kmetijsko politiko v prihodnosti, si bodo ljudje želeli, lahko rečemo, obratno pot, priti na podeželje, doživeti pridih podeželja, ustvarjati tukaj na podeželju in doživeti to, kar tisti, ki živimo, tudi sam živim na podeželju, ker živimo torej čas, ki se nam zdi, da je izredno pomembno. Tudi odnosi med ljudmi so topli, prijazni, poznamo se, si pomagamo. Ta odtojenost v mestih ali v večjih mestih je izredno prisotna in mislim, da če bomo umni, če bomo dodani, bo potem tudi kmetijstvo kot panoga izredno dobro lahko recimo rezultiralo v tudi razvoj slovenskega in tudi evropskega podeželja. Zdaj, preden končam, moje naloge kot predsednika in tudi moje osebni projekti, ki bodo v tem mandatu, lahko vam povem, da sem v mesec dni v projektu, ki se mi zdi izredno pomemben. Torej, evropska kmetijska politika, morda bomo v tem v nadaljevanju nekaj več rekli na tem področju, tudi odgovoril na številna vprašanja, ki bodo postavljena, govori tudi o stabilni proizvodnji.
Sloveniji, recimo, je moj projekt, ker sem pač v osnovi, imam inženirsko razmišljanje, je popolna izraba geotermalne energije, ki imamo v Sloveniji na pretek. Torej, jaz sem bil pred 2 dnevoma pri izredni zgodbi v Pomurju, v Prekmurju, v občini Dobrovnik, kjer gojijo sredi Dobrovnika orhideje. Kot veste, gre za tropsko rastlino, ki potrebuje skoraj 1 leto v topli gredi, da prije do prodaje. In gledajte, izraba termalne vode je približno 1600 metrov, približno ima na izhodu več od 70 stopinj Celzija, bi bila brez termalne vode popolnoma nerentabilna in tukaj so naše priložnosti. Jaz načrtujem, da bom spodbudil tako infrastrukturno ministrico kot gospodarskega ministra, kot kmetijsko ministrico, da damo v vse strategije popolno izrabo geotermalne energije, postavite vsaj 15-20 novih vrtin na velikih globinah, govorimo 3 do 5 tisoč metrov, s katerimi bi pridobivali že ne samo vročo vodo, ampak paro. Torej, na izhodu teh vrtin bi bile prva postavljene elektrarne, geotermalne elektrarne, 20-30 MW, kasneje bi pa šli v kaskadni način, pomeni elektrarna odzame del temperature energije, prehaja v tople grede, bi lahko širok Slovenije govorili v mesecu izven sezonsko zelenjavo, sadje, torej govorim o projekti, kjer so tople grede površin 4 do 8 hektarjev in to pomeni, gledajte, stabilno proizvodno hrane. V Sloveniji je recimo zelenjava 34% samooskrba, si vi predstavljate, da izven sezonske zelenjave mi skoraj nimamo, mi smo popolnoma odvisni od dobesedno mafijskih trgov Italije in tukaj dobivamo v Sloveniji recimo 3. razredno zelenjavo in tudi nekatero sadje. Tako da, gledajte, to je ena izmed rešitev, da ne bom predolgim s tem nekako zaključil in mislim, da takih rešitev je polno. Torej, pomembno je, ali tisti, ki delegiramo politiko, pa so ustvarjamo, ali bomo zadosti ambiciozni. Sam imam, odkar sem prišel v politiko, ambiciozne cilje, na kakršnokoli področje sem se spustil, tudi svoje prejšnje življenje sem to počel. Jaz pravim, čas vsakega posameznika ti je odmerjen v tistem času, ki ti ga je usoda dala, moraš nekaj narediti. In gledajte, ambiciozna kmetijska politika, mislim, da je tista prava, na podlagi katere bomo svoje prednosti lahko uvrstili, ne samo na evropskem, ampak jaz mislim tudi na svetovni zemljevid. Najlepša hvala. Junaki vinogradov, kot pravimo naši Blici, ki se ukvarjajo z vinogradništvom, ki svojo ročno obrano grozdje pripeljejo v največjo vinsko klet, v klet Brda, ki skrbijo, da pridelajo kar se da odlično grozdje in v kleti Brda le to pridelajo vrhunsko vino, katere direktor je že vrsto let, gospod Silvan Peršolja, lepo pozdravljeni tudi vi. Gospod Peršolja, kakšna je bila pot kleti Brda do uspehov, ki jih sedaj dosegate, kakšne ovire ste imeli oziroma še imate na poti? Kaj želite še doseči v prihodnosti za uspešnost in dobro prodajo na domačem in tujem trgu in kako si želite, da vam država in seveda Evropska unija pomagata? Prosim, izvolite. Hvala za povabilo. Moja oziroma naša izkušnja na tem delu se je začela leta 1998, ko je bilo pač vinogradništvo v Brdih preko dokaj na tleh in je večina energije šla v to, v prepire, kaj je prav zadruga, ne zadruga, organizirani ali posamezniki ali karkoli. Že po enih 14 dnevih dela je bil pač Ljubljanski vinski sejem, tam smo pogledali, kaj se da narediti, vsi znani, vsi poznani, potem smo šli še na 2 ali 3 sejme v tujino in gledali, zakaj drugi prodajajo, mi ne. Drugi, mislim, sosedje, Furlani čez mejo. No in dokaj hitro smo prišli do sklepa z sodelavci na Jožemi, da ni problem v lepoti etiket, ampak da najbolj moramo začeti v produktu. Tudi smo odkrivali tople vode, pogledali smo, kaj so naredili uspešne pokrajine pred nami. Seveda, ta pot je imela še največ ovir v glavah ljudi. Prepričanje, ko bi rekel tehnično, inženirsko, je vedno jasno. Potem moraš pa dovolj ljudi še prepričati v to smer in žal to ni teklo v 1 ali 2 letih, ampak smo za to porabili 2 do 5 let. In tako, bom rekel, za Brda velja za projekte, ki bi jih bilo možno speljati v 3 letih, potem rabimo 5-6 let za karkoli pač počnemo. Ampak to ni ključno.
Takoj, ko smo postavili to na prvo mesto, da je treba najprej imeti produkt in potem začeti spletati zgodbo okrog njega, smo trčili v tisti znan slovenski stereotip, češ imamo odlično vino, nimamo pa zgodbe o njem. In za zgodbo smo mislili, da je to pravljica, da je to vino pil nekdo pred nami pred 500 let in da je to dovolj za prodajo na tujih trgih. Ni tako. Kupec, ki da za neko storitev ali izdelek denar, mora biti prepričan o njeni vrednosti. In tako da smo naredili neko preobrazbo, ki se je začela v vinogradih in zdaj lahko rečemo, če je bilo prej iz 1000 hektarov vinogradov morda 1200 vagonov grozdja, da smo daj na 700, ampak to samo po sebi je nujen korak. Zato smo zadolženi mi, vinogradniki in vinarji. In če skrajšam, da smo prišli do produkta, do vina, ki je bilo zanimivo za kupce, ki je bilo prodajljivo. In smo to potem začeli hoditi, ponujati v tujino in smo trčili v drugo veliko oviro. Kamorkoli greš dal od Salzburga ali pa od Padove, skoraj ne vedo, kje je Slovenija. Nam se je dogajalo po Italiji, da vejo, kje je Hit Gorica, Slovenija, kaj je to? Da ne rečem kakemu Američanu, takrat še nismo hodili na Kitajsko, ne, in si povedal, da je kak hokejist, kak košarkaš iz teh krajev, potem je malo vedel, drugače pa ne. In na vseh naših etiketah smo morali prvo narisati Benetke, da smo pokazali, kje to je, ker za Dunaj ne vejo, Pariz, Benetke in morda Rim je za Američane. No, to so bili taki tehnični koraki. Vmes smo pa rekli, vsi imajo podpore v kmetijstvu. Žal se tudi bere na kakih blogih, kako kmeti živijo od podpor, vendar res ni tako. Mi smo si zastavili za cilj, ne tekmujemo znotraj Slovenije, mi tekmujemo s furlanskim pridelovalcem, z avstrijskim pridelovalcem vina, tekmujemo za iste kupce, za isti denar. Kaj ima on na razpolago in kaj mi nimamo? Prva težava je bila, ker so kmetije razdrobljene. Povedano je že bilo, da je povprečna slovenska kmetija desetina povprečne evropske kmetije. Se pravi, imamo en kamen okrog. Ta drug večji problem, pa še zdaj je zelo velik, smo se soočali s to našo domačo birokracijo in s tem bom tudi na koncu dal poudarek. Če že moramo dohitevati po letu 90 nek razvit zahod, zakaj potem sami sebi namestimo malček više ovire, ne? Če so v Italiji poslovali klavnice z ploščicami do 1,60 m, zakaj jih moramo imeti mi do stropa in vse standarde spoštovati še bolj kot tisti, ki so že v poslu. Mi moramo ja vlagati v blagovne znamke, premagovati naše ekonomske ovire, ker pač prevladuje tudi tu ekonomija obsega. V Brdih smo tudi od začetka bili za en model, ki ni rekel ali zadruga ali zasebni vinarji, manjši ali večji, ampak smo rekli, ko vse razvite pokrajine in veliki in srednji in majhni, ker je to edini ta pravi recept. In smo tudi s svojim članom rekli, pridelovati moraš odlično grozdje, ali ga boš pridelal doma za svoje blagovne znamke, ali ga boš prodal v Italijo ali sosedo ali pripeljal v zadrugo. Svet poprašuje samo o odličnem. Povprečja nihče ne rabi, ga znajo drugod ceneje pridelati. Tam nekje po letu 2000 in seveda ključna usmeritev izvoz. Znotraj Slovenije, če prodamo mi 3 škatle, 3 steklenice vina več, potem jih bo morda nekdo iz Štajerska ali pa z Vipave prodal manj. Torej, naš trg je v tujini. Startali smo s približno 0,5% prihodkov od izvoza, zdaj imamo med 40 in 45 vsako leto, strateški cilj je 50%, ker le moraš biti doma močan, če hočeš hoditi v tujino. Slovensko povprečje je nekje med 4 in 5%. Zdaj, Evropska unija je pa za vino, ima obilne podpore in moramo tudi slovensko politiko pohvaliti, da je izbrala pravilne podporne, se pravi podpora obnovi vinogradov in podpora trženju na tretjih trgih, se pravi izven Evrope, da se tu doma ne utopimo v tem vinu. Ampak pot do teh sredstev je pa pri nas dvakrat bolj trnova. Manj v povprečju na hektar, manj v povprečju na pridelovalca dobimo, tako da bi rekel, v Brdih je večina vinogradnikov kljub vsemu še vedno na precej etnični, tradicionalni pogon. Delamo to, ker to vladamo, ker to smo dobili od prednikov, od staršev,
znamo to delati in hočemo to narediti. Hitreje bi šlo, če bi te domače ovire bile manjše, da bi manj časa vinogradnik porabil za mizo, za papiri, pri izdelavi projektov. Da ne bi bil projekt zavrnjen zaradi tega, ker za prevoz neke opreme nisi pravilno prevedel oziroma imel 3 ponudb za dobavo nekega stroja iz Pordenona v skupni vrednosti 60 evrov. Številni so taki primeri in verjamem, da jih imate tudi vinogradniki tu med nami. In je še nekaj slikovitih primerov, ko je par briških kmetij se vinarjev prebilo med 100 najbolj znanih kleti, najbolj dobrih kleti na svetu, ampak zdaj mora jih pa država terja za sredstva, ki so bila vložena v promocijo leta 2010, 2011, 2012 in 2013. Konkretno tudi v firmi imamo 3 tožbe na upravnem sodišču, ker ne moramo razumeti, zakaj za stvari, ki smo jih opravili v tujini, promocijo in zdaj prodajamo in prej nismo, zakaj bi mogli državi vračati, ne vem, delno slovenski, ampak predvsem pa evropski denar. Številke so take, ko je bilo na voljo 1,5 milijona, smo vinarji počrpali 300-400 tisoč, se pravi, leto za leto. Najbrž ni vzrok v nas, nismo podpovprečno pametni, da znamo napisati. In če ne koristimo tega ukrepa v celoti, morda je z ukrepom nekaj narobe. No, to je neka tema stalnica in podobno se z njo srečujejo tudi kolegi v zadrugi v Kobaridu. In tu bi želel izpostaviti en element. Poleg teritorija in vsega so pomembni ljudje, ki so še ostali v kmetijstvu in ti so ta najbolj dragoceni resurs. Če pogledate Tolminsko mlekarno in to Kobariško mlekarno in Tolminsko zadrugo in za primerjavo vzamete, pa nam jo prostiče kak Vipavstvu, v Vipavski dolini na ravnini, kjer mleko skoraj da ni dal kot 3 km od mlekarne, predstavljajte si, kaj je treba v Tolminu in Kobaridu narediti, da mleko sploh pride do mlekarne, ko bi mu mogel dati že za to nekaj, ne pa še od njega nekaj vzeti. In so se srečevali z podobnimi težavami. Z njimi so se soočali srčno, nebirokratsko in danes so uspešna mlekarna. Ena druga je pa v tuji lasti, nima nič več niti s slovenskim mlekom. Se pravi, ljudje so ključni. In dokler imamo še kaj mladih v kmetijstvu, jih moramo negovati. Drugi ne bojo prišli, tisti, ki prihajajo najbrž, nimajo prav hude želje po kmetovanju v Sloveniji. Naša maksima je to, mi znamo poskrbeti za dobro grozdje, narediti odlično vino, lepo opremiti, prodati, peljati na prave trge. Naš del v verigi nastajanja vrednosti naredimo. In naša pričakovanja do slovenske in do evropske kmetijske politike so take, da pomagajte nam, ne dati še, ko smo rekli prej, še 2 kila na ramo, ampak poskušajte, da bomo hitreje postali še bolj kompetitivni tudi z zemljiško politiko, kolegom na drugi strani meje. In če je že neko morje uradništva nekje, mislim, da je v službi proizvodnje, da je v službi gospodarstva, da se ne ustvarja nek vtis vsakeč, ko stiskamo zobe in gremo proti Ljubljani, si misliš, kje sem pa zdaj falil, da prijem nazaj spet brez tistega, kar rabim v mapi s tem rešenim vprašanjem. Naj ne izpade črnogleda, ampak če bo ta del olajšan, hitrejši, uspešnejši, bomo tudi mi hitreje napredovali, ker svoj del posla, vsaj, če rečem, za briške vinarje znamo lepo delati in znamo tudi sabo sodelovati. V zadnjem času, morda ste videli kaj v časnikih, poskušamo tudi se povezati glede Rebule s temi kolegi preko meje, ampak preko meje do tam, kamor seče Rebula na terasah in na opoki, ne pa na naplavini, tam nekje do Pordenona ali pa še dalje. Tako da na nek način prošnja za pomoč. Čutim se podajamo mikrofon, zgleda, da je ta drug ne dela, tako da torej nadaljujemo. Evropska unija preko EU programa za razvoj podeželja s finančno pomočjo podpira mlade, da prevzemajo kmetije svojih staršev, da gre tradicija kmetovanja iz roda v rod, da se ustvari generacijska pomladitev v kmetijskem sektorju. Med nami je tudi mladi mož, mladi kmet, mladi prevzemnik domače kmetije, ki jo je pred 2 leti prevzel od svojih staršev, gospod Matej Drnovšček. Lepo pozdravljeni tudi vi.
Kaj vas je pritegnilo, da ste se odločili ostati doma na kmetiji in nadaljevati s tradicijo kmetovanja in kaj si želite še ustvariti v prihodnosti na vaši kmetiji? S kakšnimi težavami se soočate in kakšen nasvet bi mogoče dali tudi vašim mladim prijateljem ali prijateljicam, ki tudi živijo in delajo na kmetijah, da bi se opogumili in prevzeli domače kmetije? Izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem nadprevzemnik postal 2 leti nazaj, ampak dejansko na kmetiji sem zaposlen že od leta 2011. Praktično pa sem že od malih nog odraščal od let, tako da poznam vse delovne procese in v bistvu to me je spodbudilo, ko pač opazuješ recimo drevesa, naravo čez celo leto, kaj vse je potrebno postoriti, koliko dela moraš vložiti v bistvu tekom cela leta, ne, da na koncu dobiš nek pridelek, izdelek, s katerim si pač nekako ponosen in ga potem v bistvu ta pridelek oziroma izdelek probaš tržiti. Neka dodatna stimulacija so še potem v bistvu tvoje stranke, ko dobivaš od njih nekako pozitivne informacije oziroma feedbacke. V prihodnosti na naši kmetiji recimo, da smo zdaj v zadnjih letih kar nekaj širili, tako da, kar se tiče tega, pač pretirano verjetno širili ne bomo več. Je pa moj namen, da bi se čim bolj specializiral za določene panoge, ker v bistvu je lih v teh izdelkih ali pa pridelkih z večjo dodano vrednostjo, po mojem tudi nekako največja prihodnost. Spet tle naletimo na težavo, ki je bila izpostavljena že v začetku, da je pač en kup birokracije in vsaka nova stvar oziroma nova panoga ali pa dopolnilna dejavnost na kmetiji potem ogromno enih kart za seboj in pač jaz mislim, da se marsikdo tudi zaradi tega ne odloči, da bo se udejstvoval še v določenih panogah. Recimo samo za tako eno hitro kalkulacijo, če je v Sloveniji registriranih 70.000 kmetijskih gospodarstev, če se ne motim, če vsaka na leto izpolni približno 100 obrazcev, rata to 7 milijonov obrazcev in jaz ne verjamem dejansko, kdo te stvari res kdaj prebere. Pač mogoče kdaj kakšna inšpektorica, samo to je vredno tak majhen delež. To je recimo ena težava. Druga težava, ki se soočamo, gospod Silvan je omenil vinogradništvo, mi smo pač mešana kmetija, imamo recimo 10 hektarjev vinorodov pa 10 hektarjev sadovnjakov. Kar se tiče sadjarstva je recimo dosti bolj zaostalo v Sloveniji z izjemo mogoče jabolk, vse ostale sadne sorte so pa kar tako nekako v zatonu. In pač, ko se pojavijo določene, bom rekel, težave, ki jih je potrebno rešiti tekom sezone, se sicer pojavljajo neke razprave, samo ponavadi se z tega nič ne zgodi. Pač nekako smiselno bi bilo, da bi se začasno sprejele neke začasne uredbe, kadar se pojavi določena težava, da je kmetu omogočeno zadevo takrat sanirati, ko se pojavi problem in pač da se o težavi mogoče razpravlja tudi kasneje, pa se potem sprememo zakonodaje ali pa ne, kakorkoli je to potrebno. Kaj bi pa sporočil mladim? Pač ti, se opravičujem, ti, ki že delajo na kmetiji, ki delo poznajo, ki imajo tudi namen tle ostati, pač jaz jim priporočam, da se odločijo čim prej za mogoče prevzem kmetije, če je to nekako soglasje cele družine, kajti po mojem, prej, ko je človek postavljen pred neke izzive, prej bo uspešno rešil. Mogoče v nekem kasnejšem obdobju nimamo več tega elana in energije, da bi se soočali z nekimi novimi izzivi. To, kar bi bilo z moje strani.
Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica že 60 let skrbi za povezovanje in izobraževanje kmetov. Gospod Branimir Radikon, direktor zavoda, vas lepo pozdravljam. Na vaši spletni strani Kmetijskega zavoda imate zapisan kratek oris delovanja vašega zavoda in prednostnih nalog, ki ste si jih zadali. Med njimi dajete veliko prednost integrirani oziroma ekološki pridelavi hrane, pa pridelavi na domu, povezavi s turizmom in tako naprej. Všeč mi je bil tale stavek. Radi bi dosegli, da bo ta proizvod poznan po svoji varnosti in kvaliteti, obenem pa dišal nezgrešljivo naše, domače, primorsko, slovensko. Ampak seveda soočamo se tudi s klimatskimi spremembami, naravnimi škodljivci, ki kmetom delajo veliko težav. Gospod Radikon, s katerimi nalogami in izzivi se še soočate in kako jih boste reševali in pomagali kmetom? Izvolite. Lep dober večer, tudi v mojem imenu, hvala lepa za povabilo. No, uvodoma je bilo že pač povedano nekaj naših mislih, ki so zapisane na naši spletni strani, torej spletni strani Kmetijskega zavoda Nove Gorice. No, velika večina verjetno me pozna. Začel sem svojo poklicno pot prav tukaj v Brdih in nekako leta 2006 potem se preselil v Novo Gorico in prevzel nekako večji izziv, torej vodenje Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki je edini javni zavod na Primorskem, ki pokriva celotno Primorsko. In to me še posebej veseli, ker pač pokriva področje kmetijstva. Zato mogoče par besed o inštituciji. Jaz verjamem, da se vsi koristite tudi naše storitve in upam, da ste z našimi storitvami zadovoljni. Pa verjetno večina bolj pozna kmetijsko svetovalno službo. Mogoče pa par besed tudi o celotni organizaciji, ker mogoče je lažje potem dobiti vtis. Torej, Kmetijski zavod Nova Gorica zaposluje 106 ljudi, pokrivamo celotno Primorsko. Dejansko v našem sestavu deluje 9 oddelkov, eden izmed oddelkov je oddelek za kmetijsko svetovanje, oddelek za živinorejo. V svojem sestavu imamo laboratorije, laboratorij za vino, laboratorij za mleko, za živila. Potem imamo 3 centre, to je sadjarski center v Biljah, trsničarsko središče Vrhpolje in pa oljkarski center v Kopru. Seveda imamo tudi proizvodne dejavnosti, to je drevesnica v Biljah, pripričan sem, da tudi nas potem poznate po sadikah. Torej, zavod v okviru tega deluje tudi oddelek za varstvo rastlin, tako da gre se tudi za spremljanje škodljivih bolezni organizmov, ki napadajo praktično kmetijske rastline. Torej, gre se kar za eno kompleksno organizacijo. Naši prihodki so tam nekaj 4,5 milijona evrov, cirka 2 milijona evrov so naloge, ki jih izvajamo za Ministrstvo za kmetijstvo na podlagi programa dela, to so javne službe, kot sem pač omenil, svetovalna, centri in tako naprej. No, kar dobra polovica je pa ta denar, ki ga pač moramo sami zaslužiti na trgu in tako da nam na nek način kljub temu, da smo javni zavod, nam je ta zgodba o gospodarjenju zelo jasna. Torej, to je na kratko naša osebna izkaznica, obdelujemo 70 hektarjev zemljišč, prej sem omenil drevesnico, proizvedemo 120,000 sadik in iz tega lahko rečem, da oskrbujemo tudi Slovenijo in slovenske sadjarje z kvalitetnim materialom. Seveda tudi sami se soočamo z številnimi problemi in težavami, ampak to je stvar, ki jo moramo pač reševati in zaenkrat uspešno poslujemo in gospodarimo. No, toliko o nas. Mogoče bi bilo smiselno povedati tudi par besed o primorskem kmetijstvu. Gospod Breznik je prej povedal, kako je to v Evropi. Nekaj besed o primorski, torej celo vseh zemljišč je okrog 400,000 hektarjev. Seveda kmetijska zemljišča predstavljajo približno 60,000 hektarjev. Večina, 70% so to travinje, 20% pa so to kmetijska zemljišča, na katerih pač imamo vinograde, sadovnjake, oljčnike in tako naprej. No, glede na to, da smo v vinarskem področju, vinogradniškem, vinogradu je okrog 7,000 hektarjev, celotna Primorska 6,500, če sem natančen, sadovnjakov nekaj 1900 hektarjev in pa oljčnikov tudi približno nekaj takega. Nekje razmerje med 4 vinorodnimi okoliši, torej
glavnino Brda 2000 hektarjev, Vipavska dolina, Kras in Koper preostanek. No, mislim, da vinogradništvo vemo, da se v Brdih kar zelo dobro razvija, kljub vsem težavam in problemom. Na Vipavskem vam je poznana zgodba z Agroindom, ki nekako so se te površine tudi zmanjšale. Koper tudi nekako ohranja stabilne površine pod vinogradi in pa Kras. Mogoče so težave, da se površine pod teranom kljub vsej zgodbam nekako zmanjšujejo. Jaz upam, da se bo ta trend obrnil v drugo smer. To je na kratko o vinogradništvu, no potreba je pač povedati, da mislim, lahko me Silva popravi, pač Primorska pridela skoraj 38% vsega slovenskega vina in seveda tudi nekako glavni poudarek tudi nas kot strokovne inštitucije, predvsem na rastlinski pridelavi, torej podpora strokovna in pa tudi birokratska, če temu tako rečemo, tudi mi se soočamo s strahovitimi birokracijo, ki jo upam, da pomagamo v vseh svojih močeh razreševati in pri tem izpolnjevati te subvencijske vloge, kakor se temu reče, in preiti skozi vse te muke, ki so se zdaj pred kratkim včeraj, mislim, da tudi nekako zaključili, da so vsi kmeti na Primorskem, teh je 7500 vlog smo naredili, uspešno vlogili zahtevke za ta neposredna plačila. No, mogoče še o številu kmetij na Primorskem, 16 000 je kmetije, ki vlagajo te vloge, jih je pa tam nekje 7500, torej pomeni okrog 45%. Nekako to ocenjujemo, da so te nekako aktivne kmetije, ki na nek način tudi dovolj resno in učinkovito pač kmetujejo. No, Silvan je prej že povedal tudi o nekih uspešnih zgodbah, kot je s področja živinoreje mlekarna Planika Kobarid. Seveda pa mi v svojem programu tudi veliko se trudimo, da nudimo ustrezno podporo in storitve tudi vsem sirarjem, ki se nekako v teh skrajnih tolminskih hribih skušajo ustvarjati dodano vrednost kmetijskim pridelkom, mleku, s tem, da zaradi oddaljenosti do mlekarne skušajo to siriti doma. No, mi kot zavod moram pač poudariti, nudimo tudi te storitve, da praktično pomagamo vse tehnološke, kot tudi vse potrebne materijale zagotavljamo, da lahko kmetje doma nekako kmetujejo in pa ustvarjajo dodano vrednost. Mislimo, da se bo kmetijstvo uspešno samo tako, da bo sposobno ustvarjati čim večjo dodano vrednost kmetijskemu pridelkom, izdelkom in na ta način zagotavljati višje prihodke. Danes vemo, da postaja vse bolj pomembna varna hrana, varstvo potrošnikov. Tukaj tudi naša institucija daje pomembno vlogo, tako da vsem pridelovalcem pomaga pri varstvu rastlin, zaščiti in vseh tehnoloških postopkih, ki jih kmetje tako ali drugače uporabljajo in izvajajo. Mislim, da bo na temu tudi v bodoče velik poudarek in tu se bomo tudi mi tudi nekako trudili, da bomo te storitve nudili čim bolj uspešno. No, veliko je še tematik, verjetno, ki bi lahko jih poudarili danes, torej to, kar je bilo rečeno, birokracija in birokracija. Jaz upam, da bo država Slovenija uspela zmanjšati birokracijo na tem področju, kajti tudi mi, žal, čeprav smo strokovna inštitucija, se več z dneva v dan več ukvarjamo s papirji, namesto s tistim, za kar smo nekako postavljeni, in upam, da bo tu napredek v tej smeri. Seveda v kmetijstvu je še veliko težav in problemov, prej je bila tudi omenjena zemljiška politika, gotovo, da so zemljišča tista, do katerih kmetje morajo priti, pa vemo, da žal vedno ni tako. Vemo, da se tudi kmetijska zemljišča pozidavajo tako in drugače, uporabljajo nekmetijske namene. No, kot vem, je zdaj v osnutku pripravljen nov zakon, sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša nekaj sprememb, ki naj bi se upam usmerili zemljišča bolj k tistim, ki jih uporabljajo za kmetovanje.
No pa seveda verjetno tudi davčna politika je ena izmed politik, ki jih so v pristojnosti države Republike Slovenije, kajti vse ostale politike so stvar skupne evropske kmetijske politike in tej se pač mora tudi država Slovenija tudi pač prilagajati. In mislim pa, da ta, kar je v pristojnosti države Slovenije, kot je davčna politika, pa je ena temeljih, s katero lahko zavira ali pa pospešuje razvoj kmetijstva v Sloveniji. Kot enega temeljnih elementov pri ohranjanju poseljenosti podeželja, razvoju turizma in tako naprej. Mislim, da bi lahko še nadaljevali, ampak toliko za enkrat. Hvala. Gospa Patricija Šulin je odraščala v hribovski vasici Trnovo pri Gorici, kjer se je od svojih staršev in sestre naučila ljubezni do bližnjega, delavnosti, odgovornosti in spoštovanja, vrednot, ki jo vodi v življenju in pri njenem delu. Poklicna in privatna pot jo je popeljala v Novo Gorico, kjer je razširila svoje znanja, kot mama in žena pa je s še večjo odgovornostjo gledala svet in dogajanje okrog nje. To jo je vzpodbudilo, da se politično angažira in po svojih močeh sooblikuje svet, ki bo prijazen za življenje in delo vseh generacij, tudi prihodnjih, najprej na lokalni ravni, potem z delom v državnem zboru in končno na evropski ravni. Kot evropska poslanka je delala še posebej na področjih evropskih sredstev, prometa in turizma, torej temah, ki so še kako zanimive za Slovenijo in Brda. Aktivna je bila v odborih za proračun, za proračunski nadzor ter za promet in turizem in v delegacijah za Latinsko Ameriko in Albanijo. Vodila je postopek, v katerem je Slovenija dobila 18,4 milijona evrov pomoči iz solidarnostnega sklada zaradi žleda. Zaupana je bila priprava več poročila in mnenj, med drugim za prihodnji Evropski socialni sklad plus in Evropski globalizacijski sklad o financiranju razvojnega sodelovanja, o uporabi in učinkovitosti Evropskega globalizacijskega sklada v sistemu DDV v EU in proračunskih zmogljivosti evroobmočja. Med nami torej lepo pozdravljam gospo Patricijo Šulin, Primorko, ki je bila v preteklih 5 letih poslanka v Evropskem parlamentu. Gospa Šulin, še posebej ste bili aktivni na področju evropskih financ, v odboru za proračun, ki ima vodilno vlogo v Evropskem parlamentu pri odločanju o tem, koliko in za katera področja bodo razdeljena evropska sredstva, tako pri letnem kot tudi pri dolgoletnem proračunu, ste bili pol mandata tudi podpredsednica. Bili ste članica delovne skupine Evropske ljudske stranke za pripravo dolgoročnega proračuna in kar 3-krat ste bili povabljeni, da zastopate Evropski parlament v pogajanjih s komisijo in svetom o letnem proračunu. Kaj si lahko Slovenija obeta glede evropskih sredstev, še posebej na področjih pomembnih za Brda, torej na področju kmetijstva, turizma in razvoja podeželja? Z vami bi radi tudi spregovorili o vašem poslanskem delu, o številnih koristih, ki jih imamo Slovenci v članstvu v EU in tudi o tem, zakaj ste se odločili ponovno kandidirati za evropsko poslanko. Prosim, izvolite. Hvala lepa za tako izčrpno predstavitev in tudi za vsa vprašanja. Bo pa danes tudi veliko priložnosti, da se pogovarjamo in da današnje omizje odgovarja na vaša vprašanja. Hvala tudi vsem, ki ste se odzvali povabilu na današnji evropski večer. V Brdih smo vedno lepo sprejeti in je vedno lepo priti med vas. Zmeraj pa izvemo, da brez dela ni jela. Tako da kdor se ukvarja z kmetijstvom, mora kar krepko poprijeti za delo. Mogoče bi ob današnjem slavnostnem dogodku, ki se je zgodil na Brdu pri Kranju o 15. obletnici vstopa v Evropsko unijo, spregovorili mogoče za začetek o tem, kaj prinaša članstvo Sloveniji v Evropski uniji. Najprej nam misli odtečejo k denarju, vendar prednosti niso samo te. Evropska unija pomeni prosti pretok ljudi, kapitala in tako da tudi zaradi tega je kmetijsko področje seveda se je hitreje razvijalo, vstopilo na trg
preostalih držav članic in s tem seveda tudi napredovalo. Denimo, tukaj bi ob taki obletnici bilo pomembno omeniti tudi to, da ne smemo pozabiti, da imamo za voljo članstva v Evropski uniji seveda mir. In če se ponovno vrnemo k denarju, je treba povedati, da je Slovenija že pred letom 2004 prejemala denar iz strani Evropske unije, vse od leta 2002 do vstopa v Evropsko unijo je prejela kar 200 milijonov evrov, od samega vstopa pa do leta 2018 je Slovenija prejela čistega, bom rekla, denarja, kar seveda nekaj Slovenija tudi vplačuje in potem dobi ponovno iz evropskega proračuna sredstva, za katera zaprosi oziroma ki jih pripada, je dobila Slovenija kar 4,4 milijarde evrov sredstev. Res je, kot ste omenila, jaz sem delala predvsem na področju proračuna, tako da naj za začetek povem, da je evropski proračun ob nastanku Evropske unije in še kar desetletja potem namenjal za kmetijsko politiko dobršen del evropskega proračuna. Znašala so ta sredstva kar 60% evropskega proračuna, seveda potem so se ti procenti zmanjševali, tako da so potem padli na nekaj več kot 40% in sedaj smo na ravni 28% sredstev iz evropskega proračuna, ki se namenjajo za kmetijstvo. To pa zato, ker se je kmetijstvo v vseh teh desetletjih tudi razvilo in ne potrebuje več toliko pomoči strani sredstev iz evropskega proračuna, čeprav seveda še vedno, kot smo danes že slišali. Jaz sem tudi vesela, da med nami danes mladi prevzemnik kmetije in sem bila zelo zadovoljna, da ste se nam priključili. Čestitke tudi staršema, da ste mu zaupali prevzem kmetije, kajti če želimo, da se na kmetiji razvije umni gospodar, mora to svojo nalogo začeti opravljati že zelo zgodaj. V tem tednu sem sama obiskala tudi Planiko Kobarid. To je ena taka dobra zgodba o uspehu in ne morem mimo nje, ker ste jo že ostali tudi omenili. Vodi jo domačinka, tudi sama izhaja iz kmetije, dela srčno in res je, vse je odvisno od ljudi. Je pa res, da je veliko odvisno tudi od predpisov, ki jih določi tako Bruselj kot tudi potem država Slovenija. In seveda ne moremo mimo birokracije, ki jo je zagotovo preveč. Bruselj predpiše seveda to birokracijo in jo potem morajo države članice implementirati v svojo zakonodajo. Vendar kaj se je zgodilo v Sloveniji? Slovenija ni samo implementirala to bruselsko direktivo, denimo v svojo zakonodajo, glede tega, ampak jo je nadgrajevala. In če imamo bruselske predpise na tej ravni, jih ima Slovenija na področju kmetijstva na tejle. In tukaj se pojavljajo te težave. Tudi zato sem povabila v našo sredo poslanca Državnega zbora in predsednika odbora za kmetijstvo Franca Breznika, ki bo glede na njegovo aktivnost, vztrajnost in poznavanje tega področja to tudi skozi postopke, ki se morajo seveda odviti v Državnem zboru, tudi pospešil. Moramo povedati, da smo v Evropskem parlamentu v tem mandatu veliko predpisov zmanjšali, kajti zavedeli smo se vsega tega in ovir zaradi prevelike birokracije, tako da se je na ravni Bruslja debirokratizacija že zgodila. Vendar sedaj jo morajo države članice tudi to počasi implementirati v svojo zakonodajo oziroma kar hitro jo bodo morale, da ne bodo ne samo kmetje, ampak tudi podjetniki in drugi, ki želijo priti do evropskih sredstev, naletijo
na te ovire. Kolikor sem pogledala program Vlade Republike Slovenije, sicer ima v eno svojih točk tudi debirokratizacijo, vendar se do sedaj ni zgodilo kaj veliko. Glede proračuna Evropske unije, ko govorimo o kmetijstvu, moram povedati, da je šel predlog komisije in tudi v enem delu sveta, da se sredstva za kmetijstvo znižajo. Vendar smo tukaj potem evropski poslanci se zavzeli za to, da se sredstva za kmetijstvo in tudi za kohezijo, pa tudi za nekatere druge postavke ne znižujejo. Tukaj morate vedeti tudi potem veliko vlogo Svet Evropske unije, ker so ministri držav članic in imajo zelo veliko besedo pri tem, kakšen bo proračun za kmetijstvo, kohezijo in seveda za vse ostale programe. Se pa na ravni kmetijske politike ohranja dvostebrna struktura in tudi vsi ključni ukrepi obstoječe skupne kmetijske politike, torej ohranjajo se subvencijo in tudi sredstva za projekte. Še naprej bodo, denimo, iz strani Evropske unije bodo dana velika podpora in tudi sredstva za podporo mladim, tudi malim kmetijam, novim kmetom in tudi ženskam, ki prevzemajo kmetijo. Tukaj Evropska unija temu segmentu žensk namenja kar veliko vlogo in meni se zdi, da je prav tako, kajti če pogledam danes po dvorani, je v glavnem ste moški poslušalci, ženske smo bolj v manjšini. To priča tudi o temu, da se na kmetijstvu, torej da se kmetijskega dela oziroma lahko temu rečemo tudi posla, da se trguje skozi moške roke. Vendar Evropska unija teži k temu, da bi bilo tudi več žensk prevzemnic kmetij. Pa vas bom vprašala, jo Brdi, kakšna ženska prevzemnica kmetije? So? Aha, ja, lepo, no, tako da bom imela veselo novico za kolege poslance. Lepo. No, še nadalje bojo določeni sektorji, ki so v težavah, denimo zaradi konkurenčnosti, trajnosti, kakovosti prejemali tudi še vedno naprej ta sredstva. Kako bo v večletnem finančnem okviru, ste vprašali glede finančnih sredstev, večletni finančni okvir še ni sprejet. Govorimo pa o obdobju leta 2021-2027 in kot sem povedala, se poslanci v Evropskem parlamentu zavzemamo za to, da se ta sredstva ne bi zmanjševala. Tukaj je tudi veliko sredstev za druge panoge znotraj kmetijstva, denimo kot je čebelarstvo, nedvomno spada v ta resor tudi turizem, ki ga tukaj v Brdih zelo pridoma in smeloma izkoriščate oziroma se ukvarjate s tem. Sektor turizma predstavlja za Evropsko unijo in tudi za Slovenijo kar 30% bruto domačega proizvoda in je zelo pomemben segment našega gospodarstva. Tukaj, ko Evropska unija določa smernice kmetijske politike, moram povedati, da je potem posledično veliko tudi na sami državi članici. Bruselj seveda določa nekatere ukrepe, vendar jih potem mora tudi država članica sama za svojo situacijo tudi prilagoditi. In ko govorimo o projektih tudi na področju kmetijstva, če so ti naravnani inovativno in tudi celostno predstavljeni, zajeti in zajamejo vse segmente današnje globalizacijske dobe, potem se tudi za te projekte dobi seveda evropska sredstva. Smo pa seveda spet pri teh težavah birokracije. Nekatere države to rešujejo tako, da imajo tudi agencije, ki potem pomagajo kmetom, da se prebijajo
skozi resnično to veliko goro papirjev. Verjetno so tudi tukaj službe znotraj države ali pa zadruge, da pomagate kmetom, če se da pri tem. Vem, da je v Sloveniji tudi nekaj takih podjetij ali pa samostojnih podjetnikov, ki pomagajo ne samo kmetom, ampak pač vsem, ki se obrnejo na njih, da se potem vsi papirji pravilno sestavijo in pošljejo v Bruselj. Je pa res, da ponovno te zadeve pomenijo strošek za kmeta. Jaz sama res, da prihajam iz podeželja, vendar je Trnovo, kot veste, gorska vasica nad 800 metrov nadmorske višine, ker so se ljudje trudili nekaj s kmetovanjem, vendar nekih pravih pogojev tamle ni. Mogoče na Banjški planoti nekoliko več, tako da smo iz Trnovega zmerom nekoliko z občudovanjem gledali tako na Brda, kot tudi na Vipavsko dolino, ko vam je že sama narava ponujala in vam ponuja veliko priložnosti, da pridelate doma hrano in grozdje, seveda posledično vino. Veliko da Evropska unija poudarka tudi na biopredelavo in tudi na tem področju, kot veste, so evropska sredstva na voljo. Poznam nekaj biokmetij prav tukaj v Brdih in vem, da pridoma izkoriščajo ta evropska sredstva oziroma jih pridobivajo. Je pa res, da so potem te biokmetije pod nekim strožjim nadzorom in tudi kontrolam, da še zmeraj ostajajo seveda ti izdelki taki, da zadoščajo tem kriterijem pod bio oznako. Pred nekaj leti sem se z enim od vaših sadjarjev pogovarjala tudi o problemih enotne blagovne znamke Brda, ki ste jo na koncu rešili kar sami tukaj na lastno iniciativo. Želim povedati, da mogoče se država še vedno nekoliko preveč mačehovsko obnaša do kmetijstva, do kmetov in jim ne ponuja dovolj priložnosti in jim ne ponuja dovolj roke, da bi sodelovali skupaj, tako da ste se potem nekako prisiljeni znajti po svoje, kar po drugi strani pa tudi ni tako slabo. Moram povedati tudi, da sem vedno vesela, ko v Bruslju prepoznajo nekatera naša vina, posebno vina kleti Dobrovo, tako da vse čestitke. Tudi v nekaterih gostilnah v Bruslju najdemo briška vina, tudi vina nekaterih vinarjev iz Brd, ki so še posebej znani, tudi nekatera vipavska vina, tudi cviček se pije v Bruslju v nekaterih gostilnah, tako da dobro tržimo Slovenci vse te naše dobrote. Naj bo zaenkrat toliko, v nadaljevanju pa kaj več. Kot rečeno, je namen današnje okrogle mize, da se vprašate tudi vi, občinstvo, tako da vas vabim, da postavite vprašanje in verjamem, da se bomo potem, da se bojo gosti z veseljem odzvali na odgovorija. Lepo prosim, če ostanete ali pa kakorkoli se predstavite in postavite vprašanje. Taka, po moje, taka sproščena debata je na koncu najboljša. Lepo prosim, izvolite. Korajžno. Zdaj je prilika, ne? Ja? Pozdravljen, dobro večer. Zanima me, glede bio oznake, ki ste rekli, da tudi v Brdih so in da se pospešeno v zvezi z biološko predelavo vinarstvo, vinogradništvo, vse sadjarstvo me zanima, tako na splošno. Bio, ne? Ker mislim, tako bom po domači povedal. V Brdih večinoma ljudi škropi, ne? Se pravi, za mene osebno bio v Brdih ne obstaja. Tako, zato me zanima, kaj me ste pa vi povedali. Ja, kar je redno.
Sosedi šrobijo, Kar še izvolite, ja, bojo ene 3 vprašanja, pa bi potem v sklopu odgovarjali. Kar? Jaz bi si pa oglasil ravno na te. Mi imamo biokmetijo. Zdaj smo naredili s tem. Smo prevzeli okolje od drugih kmetov in drago najemnino, tako da mi okrog naše zemlje nimamo nobene špice. Samo zaradi tega smo, mislim, bi rekel, mnogo vložili, na ravno prek vložili, plačili trto grozečko grozdje, samo da ni mislim, ker drugače ni. Pa tudi rečejo, Madonna, kako imaš bio, tam je. Zrebneš tak gost, tam puščen, tam 4 metre, da ne greš to bio. V to, če si gre v to, je sigurno v redu. In kontrola, ker kontrola je 4-krat na leto, tudi 5-krat, je vzorc zemlje, je vzorc listja, je vzorc grozdja, je vzorc vina. Tako da... Kontrola je nenapovedana? Nenapovedana. Ker če ne dovarjaš tiste kriterije, plačeš lepo tudi v zemlji. In herbicidi in tiste zadeve vse pade. Zato je kmetijstvo. Če vas lahko kar naslednje vprašanje bi prosila, to ste zdaj večkrat odgovorili, pa bomo potem naprej še. Hvala lepa. Še kdo? Še kakšno vprašanje? Pa jaz zdaj je prilika, tle smo... Ne? No pa dajmo zdaj odgovoriti, mogoče kar nadalje, pa se bo mogoče še kaj odprlo, pa še gospod Silvan vidim, da kaže, tako da kar izvolite. Ja, gledajte, jaz mislim, da ste si poslušalca današnje tribune med sabo v bistvu že odgovorili, ampak vseeno bi pa dodal še nekaj zadev, ker se mi zdi smiselno podaja tudi nekaj tistih pristnih informacij, kam bo šla tudi ekološko kmetovanje. Evropska unija tudi v nove perspektive, torej govorimo o frameworku, govorimo o okvirjih, na katerem bo delovala, bo predvsem spodbujala male kmete. To je prva zadeva, ki imam povedati. Torej, kolegica Patricija je povedala, da obstaja dvostebrna struktura, torej direktna podpora bo zmanjšana za velika kmetijska gospodarstva. Torej je v prid takšnim. Govorim o tisti, kjer bo podpora nad 60 000 evrov, se bo začela zmanjševati. Nekje bo celo gornja točka približno pri 100 000 evrih, to meni več tega denarja bo namenjena manjšim kmetijam, kar je logično. Še posebej se bo pa z tega financirala podpora torej ekološkemu kmetovanju. Jaz mislim, da bilo je eno vprašanje postavljeno, drugo vprašanje je bilo, nekako na to vprašanje je bilo odgovorjeno. Imamo srečo, da imamo enega ekološkega kmeta med nami danes, tako da ne bi ponavljal besed, ki jih je samo omenil, torej kontrole so izrecne. Glede tudi, če bi bila napovedana kontrola, vi nekaj analize zemlje, ne morete skriti, ne veste, kje se bo to zgodilo. Tako da tudi, če bi bila napovedane kontrole, se ne morete zoviti, te kontrole so kar relativno, lahko rečemo, v Sloveniji zelo dosti tudi po tujini. In gledajte, ne nazadnje, če spremljamo statistiko obolevnosti in vsega ostalega ekološko kmetovanje v Evropi z tistih statistiki kmetijstva, ki se danes na začetku obravnaval v primerjavi tudi z ameriško, gledajte, jaz mislim na eno svetlo prihodnost. Ne nazadnje, lahko rečemo, živimo v meji, dosti sem v Avstriji, dosti se pogovarjam tudi z avstrijskimi politiki, ki se ukvarjajo že, recimo moj predsednik odbora za kmetijstvo v Dunajskem parlamentu, je mislim, že 4 mandate predsednik, povedal je, lahko rečem, da v Avstriji so naredili v kmetijstvu veliko zgodbo ravno z ekološkimi kmetijami. Imajo približno strukturo kmetijstva podobno, ne nazadnje tudi naseljenost in vse ostalo. In ravno manjših kmetij je to velika prednost. Seveda pa potem z države možnost razvoja te blagovne znamke, da ste znani in da to prodajate. In seveda
posledično Avstrija je tudi bogata država, bruto družbeni produkt na prebivalca je skoraj 2-krat višji kot v Sloveniji, 2,5-krat višji in seveda to pomeni tudi večjo kupno moč za te produkte. Slovenija ima problem, v Slovenijo prihaja izrazito cenena hrana iz tujine, tudi to je problem, to je bila lahko tema za eno kompletno novo javno tribuno, ravno na tem področju. In ravno zaradi tega jaz razlagam največkrat tudi ljudem, ki niso v kmetijstvu, da v plastičnih primerih, torej, kot sem nekajkrat že dejal, v slovenska hrana, jaz mislim, da mi, če govorim spet karikirano, da mi predelujemo kvaliteto ravni Audi avtomobila, prodajamo pa to hrano v bistvu na ravni Fiata Puntuta za osnovno opremo. To je ta zgodba, o tem je tudi gospod Prešolja, mislim, da danes govoril o vinih, kako prodati to zgodbo, kako to zgodbo seveda pa jo postavi zato, da ljudje verjamejo to zgodbo, zato, da ti to ceno dosežeš. Jaz mislim, da to je prihodnost in da ceni, veste, poceni stvari ni. In v hrani je pokazano, poceni hrana ima tudi, je v bistvu izrazito draga, če gledamo na dolgi rok. Če gledamo na zdrave populacije in vse ostalo. V bistvu, nekdo, ki bo relativno hitro zbolel zaradi nekvalitetne hrane, gledajte, ki bo kronični bolnik, ki bo leta in leta na nekih zdravilih, tudi če bo preživel, morate vedeti, je velik strošek za družbo. Zato država mora imeti tudi zdravo prehrano kot neko strateško surovino za nek narod, ki bo preživel. Toliko so moje strani. No, bi še jaz par besed dodal. No, verjetno celotna usmeritev vseh kmetovalcev, vseh, ki se s predelavo hrane ukvarjate, je to, da predelujemo tako hrano, ki bo čim manj obremenjena z vsem tistim, kar dejansko ne bi smela biti. Mislim, da že naravni predelovalni pogoji v Sloveniji ali pa, bom rekel, so taki, da dejansko je za zaščito samo bodisevinske trte ali kakršnekoli drugih kmetijskih rastlin praktično v primerjavi z eno Italijo, Francijo, kjer so prostrana kmetijske površine v veliki prednosti. Torej, pri temu, kot rečem, je ključna stvar, da mora že kmetovalec sam imeti v skrbi, da uporablja čim manj zaščitnih sredstev, čim manj mineralnih gnojil in vsega tistega, kar na nek način obremenjuje okolje, naravo in ljudi. Seveda, kako to doseči? Doseči s tem, da se ustrezno izobražujemo, da spoštujemo na nek način vse nasvete, ki jih nudijo tudi strokovne službe, in pa da tisto, kar počnemo, vemo, kako početi, na kakšen način in samo takrat, ko je to nujno potrebno. No, drugo vprašanje, kar je bilo rečeno o ekološki pridelavi in pa biodinamični pridelavi. Torej, to so dve vrste pridelave, ki verjetno je gospod mislil certificirani, kar pač pomeni, da mora biti tudi izdelek oziroma pridelek kasneje tudi ustrezno certificiran. Seveda, to so dva načina pridelave, za katere veljajo posebni pogoji, ki jih praktično vsakdo, ki se v to pridelavo vključi, mora spoštovati, izbere tudi kontrolno organizacijo, certifikacijske organe in tako naprej, da lahko tudi ta pridelek, izdelek, ki ga da na trg, praktično ima tudi ustrezno garancijo in certifikat. Torej, vsekakor poudarjam, mogoče povzemam, da mora biti glavna usmeritev interesu vseh kmetovalcev, da to, kar predelujo z čim manj uporabo vsega tistega, kar na nek način obremenjuje okolje, ljudi in vse ostalo. Ja, kako se mi srečujemo s tem, ampak ne bom odgovarjal na prav tisto čisto biodinamično, kar pomeni nič škropiti, ker pač v naših vremenskih pogojih najbrž, da to ne gre. Ampak cilj pa je čim manj uporabe tega, kar ni samo po sebi v naravi pač zraslo. Čim manjša kemizacija kmetijstva. Imamo eno izjemno dobro izkušnjo, še enkrat iz leta 85-86, Marko, morda se spomniš ti, ko smo prešvercali z Italije ene 3 centraline za pojav peronospore, s katerimi smo zelo samozavestno v roku 2-3 let zmanjšali najmanj za tretjino porabo kemičnih sredstev po hektarju. To je tisto, kar se danes z napredkom tehnike imenuje, to, kar ste vi omenili, precizno kmetijstvo, ki vodi morda v neki skrajnosti do tega, da med 100 trtami v vrsti poškropiš tiste 3, ki so potrebne ostalih 98. To je neka futuristična skrajnost, ampak
da se pa že zdaj zelo veliko tega zmanjšati. Zdaj, skozi tisti vpogled, ki ga imamo morda skozi trgovino s fitofarmacijo, v Brdih fitofarmacija je razdeljena v 4 stupenostne razrede. Prvi je najhujši. Tega praktično od pojava te rumenice, ko je država predpisala škropljenje in je najbolj potrebno, ker je neka karantenska bolezen, ga praktično nismo uporabljali. Ta drugo skupino komaj da ja, uporabljali smo tisto tretjo in četrto. Četrta skupina je manj strupena kot kuhinjska sol. Seveda vse se da zlorabljati, ampak faktor je tu znanje in sodobna oprema. Škropiti škropilnico 30 let staro je eno, škropiti z eno, seveda se ne more vsak privoščiti, ampak spet smo tu pri tistih podporah, ki naj podpirajo zdravo hrano, da bo tako rekoč pametna škropilnica, pa tudi človek je potem znal uporabljati. To je tehnični del. Potem je pa še en del, ki se ga je prej Matej dotaknil, ki je rekel, včasih je treba kaj interventnega narediti. Pojavi se nek nov škodljivec in mi imamo v fitofarmaciji zelo podobno situacijo kot v zdravstvu, kjer aspirin v Sloveniji ali pa te reči koštajo 2-krat več kot drugo. Ker se je že pred desetletji po osamosvojitvi že znal vzpostaviti kak lobby, ki zna prodati ta aspirin, samo on ga sme prodati, ti pa ne. Tako imamo nekaj teh sredstev, ki so ekološko bistveno bolj sprejemljiva, morda cenejša, ampak jih nismo mogli uradno dobiti preko meje. Peljali smo neko borbo, dobesedno borbo, ki je bila tako. Šli smo kupiti sredstva v Italijo in dokazovali v Kmetijskem inštitutu, ministrstvu in vsem, z računi, da je neko sredstvo, neko zdravilo, pri nas košta 10, v tujini košta 6. To smo peljali 4 leta in je pripeljalo do tega usporednega uvoza. Se pravi, če dokažeš, in govorimo o stvareh, ki so v Evropski uniji dovoljene. Aspirin je enak tu in tam, samo da te košta več. 6 firm, mislim, da to vlaga, imajo pravne službe, tako so si zaščitili trg. Tako da, vedno, ko poslušamo o zdravstvu, preslikam na to fitofarmacijo, del tega lobija smo podrli, posledica, bistveno nižja uporaba kemičnih oziroma vsej naravi bolj prijaznih sredstev. To je v naši domeni, potem, koliko bo šla pa tehnika naprej s tem preciznim kmetijstvom in pa to vse vprit, ker verjemte, da vsaj mlajši del kmetov zelo dobro ve, kaj uporablja in prvo mora ščititi svoje zdravje, zdravje svoje družine in potem tudi še potrošnika. Še jaz rekel nekaj na temo bio, ker se tiče ekološka, imamo del kmetije tudi v ekološkem. Za nekatere stvari se da na tak način, so pa določene sadne vrste, ker ni možno na koncu priti z nekim pametnim pridelkom na ekološki način. Zdaj, bio ali pa ekološko to ne pomeni, da se ne škropi, to pomeni, da se škropi sredstva, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. Ponavadi so organska izvora in tako naprej. Malo je pa tudi ironija, bom rekel, kdaj je slovenska potrošnika ali pa kupcev, ker rajši bo pogledal, bo pisalo bio banana, bo z veseljem kupil, kar se tiče pa recimo neke hranilne vrednosti takega artikla, je sigurno slabši, kot če bi kupil nek artikel pridelan na konvencionalen način, ne doma, ker nima neke kilometrine za sabo, transporta in niti ne obremenjuje toliko okolja, ker se tiče z tega vidika. Seveda, vse sredstva treba rabiti pametno, zato jaz rajši prakticiram, da kadar je sezona obiranja oziroma kadar je neko sadje zrelo, se uporabljajo sredstva, ki so tudi za potrošnika čim bolj blaga. Mogoče bi še tukaj veljalo dodati, da Evropska unija, ki močno podpira ekokmetovanje, podpira tudi seveda to na finančen način, tako da vsi, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, prejmejo od unije na hektar tudi določena sredstva in tudi spodbude, da nadaljujejo z ekološkim kmetovanjem.
Seveda v sklopu biokmetij podpira Evropska unija tudi raziskave in inovacije, zato da bi se ta panoga še bolje razvila, da bi postajala inovativna in da se iščejo rešitve še za izboljšave tega področja, tako da je tukaj v evropskem proračunu namenjenih kar veliko sredstev. In ne nazadnje, ekološka kmetija je pod velikim nadzorom, kot ste omenili, z nenapovedanimi kontrolami, tako da se tukaj ne kaže kaj veliko igrati. Veliko ekokmetov je prav zaradi teh kontrol, pri katerih je bilo ugotovljeno, da ne gre več za ekokmetovanje, tudi izgubilo to licenco. Tukaj ne velja omeniti še ta evropski logotip, da imate kmetje, ki se ukvarjate z biokmetijo, potem tudi ta logotip v uporabi na svojih izdelkih. In ko se vidi seveda te izdelke v tej prehrambeni verigi, da gre za eko izdelek, pomeni to, da je ta izdelek prestal vse te domače kontrole in tudi kontrole strani Evropske unije. Jaz še bom samo nekaj dodal misli tega še mladega prevzemnika, ko govori o hranilni vrednosti nekega ekoprodukta. Hranilna vrednost tega produkta nekaj, kar prihaja recimo 5000 km v tovornjakih na različnih temperaturnih režimih v Sloveniji. Recimo v Sloveniji pač je omejena, lahko rečemo, proizvodnja teh produktov, pač apelira, da res potem kupite slovensko. Zaradi česa? Zato, ker, gledajte, po vsej vrednosti bo na hrani naslednja, po temu specifikacijo tudi oglični odtis. Torej, neka paprika predelana v Španiji, ki je šla skozi se vozila pri minus in plus 45 stopinj prišla do Slovenije, se 3-krat, že 5-krat skladišla, torej imela izredne temperaturne režime, vsem dokazano ima hranilna vrednost katastrofalna, na povegu skoraj nična. Zato Hrvati recimo so uvedli, zaenkrat, če niso bili kaznovani, da dobijo pobine Evropske komisije, recimo, da javni razpis je, da mora biti kratka dobavna veriga. To je že nekaj, jaz predstopnja tega, da naslednja stopnja po vsej verjetnosti hrane ne bo oglični odtis. Torej neka paprika, ki je prišla, ki se je vozila na tovornih vozilih toliko kilometrov, bo imela seveda dosti večji oglični odtis, kot pa neka paprika, recimo predelana tu v okolici vas. Kar se mi zdi logično, kar je seveda pod ravno, lahko rečemo tudi v nekaj sozvočju za to hranilno vrednost, ki je razlagal. In v to bo tudi šlo. V Sloveniji samo na koncu ne povem, da je približno javni razpisi za hrano so približno 120 milijonov evrov, in preko javnih razpisov ravno prihaja torej v javne zavode vašim vnukom, otrokom, otroška vrtca, šole in vse ostalo ravno prihaja ta najbolj cenena, uvožena hrana, ki bi imela v prihodnosti izrazito visoko oglični odtis in relativno izrazito nizko hranilno vrednost. In tudi z tega izhajamo, potem lahko spet prihajamo v to pomen hrane, kvalitetne in zdrave hrane za obstoj neke populacije. Mogoče bi tukaj še opozorila in nadaljevala, kar je zdajle Franc povedal, lokalno pridelano, domače, tudi v naše osnovne šole, srednje šole in tako naprej. Tukaj naletimo na vrsto potem ponovno teh ovir, tudi zaradi zakonodaje na področju javnih razpisov. Javni razpisi z svojimi določbami so zelo velika cokla vam, kmetovalcem, in po pogovoru z nekaterimi vem, da zelo težko pridete z vašimi domačimi izdelki do šol. In potem kaj se zgodi, denimo v osnovni šoli? Je javni razpis, se seveda prijavijo ponudniki in izbere se najbolj ugodnejšega. Vendar, a je tisti najbolj ugoden tudi najbolj kvaliteten potem, da se potem njegove izdelke uporablja denimo v kuhinjah. Tako da bo tukaj na tem področju strani države potrebno spremeniti del zakonodaje, ki se pritiče javnim razpisom. Ponovno tukaj Evropska unija dopušča te izjeme okrog javnih razpisov
predvsem zato, da vzpodbuja lokalno pridelano in da pride potem najkvalitetnejše v njihove šole. Torej, če se da v Avstriji, ki je država članica, potem se to da nedvomno tudi v Sloveniji in bi apelirala na Franca in tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, da storijo to čim prej. Ne samo zato, da lahko naši kmetje prodajajo, ampak da lahko prodajo najboljše in da naši otroci lahko jedo najboljše. Lep čas. Če ima mogoče še kakšno vprašanje, še vi? Jedno še. Še kakšne 10 minut, 5 minut. Že ki smo razpravljali, da na mladih svet stoji, ne? In tudi prav, da prevzemniki so mladi ljudje. Jaz bi si vedno pa malo leta nazaj. Starejši ljudje, naše žene so bili na kmetiji in ni bilo možnost, da bi bili zavarovani, ni bilo to. Takrat je bil zakon tak, gospodar in ena oseba. In to v Brdih je ogromno takih žensk zdaj, ženske, moški pri 80 letih, ki nimajo en cent nimajo. Za vse se najde denar, za Rome se najde, za tiste, ki prije to, za vse se dobi denar. Za te boje kmete, stare nonce, ki so imeli 80, več kot let, pa isto gospodari, pa nimajo centa. To je bilo dozeto. Takrat so imeli tisto 180 evrov, tiste mini penzije, bi se reklo, še tisto je bilo, kar bila kriza, je bilo dozeto. Takrat je lih Janševa vlada dala, vzela je pa takrat od ta... Ja. Mi so vzeli lepo in da tisti ljudje, vsi životarijo, živijo na ramenih od otrok, od možev, od žen in tako dalje. To je sramota, da je toliko ljudi, to so tisoči ljudi v Sloveniji, ki nimajo en cent na račun države Slovenije. To bi se moralo biti rešiti. Hvala za vprašanje. Romana? Dobar večer. Težko malo nadaljujem v drugo smer, glede na to, kar je gospod ravno kar dejal, ker se lahko z njim samo strinjam. Kot slište, sem jaz eden tistih, ki se je priselil v Brda, ne od selu iz Brda, tako da sem tudi foreč tukaj med vami, kot se reče. Imam pa eno vprašanje. Mi smo prišli sem v Brda z razlogom, da pustimo mesto za sabo, živimo boljše in lepše življenje. To se nam zadnja 3 leta uresničuje. Kupili smo eno manjšo kmetijo, ki jo zdaj preurejamo, zgodbo o mladem prevzemniku je pozabljena, ker sem jaz takrat bil star 40 let in 6 mesecev, tako da nas vidite. Tako da mogoče bi bilo boljše razmišljati o novih kmetih, ne o mladih kmetih. Ampak se jim nekako gre v to smer zdaj. Ampak to ni bistvo, ker zadeva je majhna, naš fokus je na turizmu. Kar se pa turizma tiče, pa ugotavljamo naslednje. V tej finančni perspektivi vsaj, za manjše turistične projekte denarja ni nič. Vse, kar je bilo v prejšnji, v zdajšnji, mislim, da deloma zaradi te finančne perspektive, deloma zaradi trenutnega gospodarskega ministra, ki je cepil na terme, ni ničesar. V podeželskem okolju veliki turistični projekti mogoče ponekod funkcionirajo, ampak največ dajo majhni. Razpršeni, ki jih je več, s tem je tveganje bistveno manjše, s tem se spodbuja družinsko gospodarstvo in ljudje okrog po vseh, ki lahko delajo na takšnih obratih. Tukaj vidimo, kaj znajo delati Avstrijci, Bavarci, Južna Tirolska, vse temelji na tem. Naša država s svojimi razpisi za turizem v tem trenutku takšnim konceptom ne pomaga popolnoma nič. In mene zanima, če vi kot predsednik odbora za kmetijstvo mogoče imate kakšno možnost, da pritisnete na kolege v gospodarstvu, da razumejo ta koncept turizma. Ne samo veliki turizem, tudi ta manjši podeželski turizem. Hvala.
Ja, dobro dan, jaz bi imel še eno vprašanje, bolj tehnično, oziroma tako je v Evropi se dosta govori tudi o krožnem gospodarstvu, krožnem kmetijstvu. Zdaj, ko vemo, je v kmetijstvu potrebno imeti neka hranila, gnojila in me zanima, če se kaj razmišlja na ravni Brd, ker imamo dosti predelave, spravi v vino, dosti tudi odpadkov iz kmetijstva, kaj se s tem naredi, kako se jih vključi v samo kmetijstvo, če se kaj na tem dela, no? Ker tle se mi zdi pomembno, ker je poraba fosilnih goriv za pridelavo mineralnih gnojil, za nekaj skoncentrirane proizvodnje živalske so tudi ne najbolj učinkovite, tako da me zanima, kaj se na tem področju dogaja. Ja, hvala. Mislim, da so zelo pomembna vprašanja. Jaz bi začel z starejšim kmetovalcem. Poglejte, če želiš razumeti stopnjo razvoja slovenskega kmetijstva, moraš poznati zgodovino, kaj se je dogajalo za 50 let. Gospod, mislim, da je povedal relativno zelo mehkimi besedami. Dejstvo je, da je prejšnja država kmeta načrtno uničevala. Po vojni velike kmete dobesedno pobila, izgnala v tujino, uničila večje pa srednje kmetije, naredila z njih hlapce, odzela najboljšo kmetijsko zemljo, ravninsko zemljo in jo dala v tako zvanim kolhozom, zadrugam. Potem so bile obvezne oddaje, ponovno zapori za kmete, kjer so jih ugotovili, da niso hteli oddajati, ponovno uničenje. In potem v zadnji stopni so pa potem kmete uničevali s tem, da niso smeli niti biti zavarovani, koliko se je specifično ukvarjal z kmetijstvom. Z tega izhaja tudi, da ko smo se osamosvojili, so v bistvu kmete, vsaj tisti, ki smo bili na demokratični strani, prepoznali, da moramo to popraviti v imenu poprave krivic. V imenu govorim poprave krivic. Kmetje niso bili nekdo, vse tisti, ki so starejšega letnika, ki si niso želeli plačevati prispevkov, ampak ki niso smeli plačevati prispevkov. Vi imate da vedete, da je zakon, mislim, komaj v 80 letih bil sprejet, da so kmetje komaj lahko začeli plačevati prispevke. Zaradi tega, gledajte, nimamo tisoč, imamo še več kmetov, ki živijo v bedi in stiski, ljudje, ki so delali 50-60 let, ne da so stari 50 let. 50-60 let imajo za sabo delovne dobe z pokojninami. Recimo, jaz prihajam v Slovenski Gorici, še stiske večje kot tu, 200, 240, 250 evrov. Potem je, kot ste dobro povedali, Svetlikova vlada, tako zvana socialno čuteča vlada, pod kolegom Pahorjem in Svetlikom odzela te državne pokojnine, ki jih je nekako država Nova Slovenija dodala, in so rekli, če imate kakršnokoli premoženje, se bomo mi vsedli. So dali te v bistvu socialno, kot neki socialno podporo in v okviru tega so dobesedno kmetijo, ki je bila družinska, ki bo imela morda tudi 100-letno tradicijo, na nek način hoče ponovno nacionalizirati. To je katastrofalna, gledajte, lahko bi rekel že tretja krivica, ki se je kmetom zgodila, in to v neki demokratični evropski državi. Gledajte, stranki, ki je pripadal, mi smo tudi v tem mandatu prejšnjem vložili zakon, da se te pokojnine prvič popravijo, ravno zaradi poprave krivic, ker to moramo narediti. Potem smo za ženske, predvsem, ker je pa zelo dosti vdov na podeželju, tudi ženske ste bolj trdožive, nekako živite dalje, je tudi, mislim, kolegi z Nove Slovenije, tudi mi smo ta zakon potrdili, smo hteli pridodati gospodinski dodatek takih kmetijam. Teda, gledajte, te problem poznam, sam kot predsednik odbora sem to odprl, postavil že več poslanskih vprašanj in delali bomo na tem. Vložili bomo v kratkem ponovno to zgodbo, ljudje umirajo, ljudje si ne morejo niti privoščiti doma, ljudje dobesedno v bedi preživljajo zadnje svoje dneve in nimajo časa, gledajte, nam nič ne pomaga, če bomo mi prepoznali to čez 5 ali 10 let, ker bo nad stotine teh ljudi že takrat podrušil. Nažalost upamo, da ne bodo, ampak nek naravni proces nekega zgodbe se dela. Teda, če kdo razume, jaz razumem ta področje, tudi mislim, tudi Patricija in še vsi ostali, ki smo na tem področju. Teda, je pa še druga zadeva. Danes smo govorili tudi predvsem o nekem optimizmu, o mladih prevzemnikih, ki jih potrebujemo, če želimo
postavi to precizno kmetijstvo, uvesti digitalizacijo, internet stvari in vse ostalo robotizacijo tudi na podeželje, s tem zmanjša tudi vpliv na okolje, ne? Ampak tudi tukaj se sprašujem, vredno podpora za mlade kmete, tudi mislim, da je na mestu zgodba, da bi ne smeli omejevati tudi mejo, starostno mejo, bi morda mogli dvigniti, ne? Je pa zelo zanimivo, da prvo moramo mi narediti, kaj bo pa starejši kmetov, ko predaja, za koj bi nekdo predal kmetijo, če ga čaka 250 evrov pokojnine. Mi moramo tudi za socialni status pregledati človeka, ki bo predal kmetijo, ne? In temu človeku tudi pomagati, ne? Torej, ni samo možnost, da dobimo mladega, ki bo prevzel kmetijo, ki bo nadaljeval kmetijsko proizvodnjo nekje na podeželju, ampak moramo poskrbeti tudi za starejšega in tudi tukaj se mora najti nek denar. Jaz sem danes na začetku povedal, za mene je kmetijstvo v celoti izrazito strateška panoga, izrazito pomembno za razvoj neke populacije in tudi podeželja in vsega ostalega. Tako da v okviru generacijske prenove, tako v Sloveniji kot na Evropski uniji, še posebej v teh postsocialističnih državah, moramo seveda paziti in se odgovarjati tudi na probleme starejših kmetov, ki oddajajo ali pa ko si že oddali torej svojo kmetijsko posestvo in poskrbeti, lahko rečemo, za njihovo kvalitetno tretjo življenjsko obdobje. Toliko z tega strani. Zdaj še ena zadeva, ki je odprta, ki je bilo vprašanje, mislim, da človeka, vas, ki ste danes prisotni. Jaz vam nekoč rekel, nekoč sem dejal, pa so pa kar nekaj kmetov, mogoče malo, ki imajo dolgoletno tradicijo, malo dalo nos dol, bi rekel. Jaz sem povedal, da imamo tudi v Sloveniji in tudi v tujini najboljših kmetijskih zgodb, inovativnih kmetijskih zgodb, so jih pripeljali ravno ljudje, ki nikoli se niso ukvarjali s kmetijstvom, ki so imeli neko širino, izobrazbo, šli se po svetu in so se z mesta preselili na kmetijo. Ravno za takim, lahko vam še vam rečem, dvakrat hvala, da ste to storili, ne? In imamo tudi v Sloveniji polno nekih kvalitetnih zgodb, tudi ljudi, ki so se odločili, da so prvenstveno ukvarjali s kmetijo. Tukaj govorite povezavi z gospodarstvom, torej z turizmom, ne? Kar je bilo glavnina vašega vprašanja, pa bi rekel takole. Seveda zaradi vseh problemov, ki smo danes našteli, predvsem tega razvoja blagovnih znamk, je najlažje seveda proizvode prodajati na domačem dvorišču, ob tem, ker boš dosegel v tem trenutku, ko nimaš blagovne znamke, tudi ne količine, tudi ne prodajnih poti, ne, je to, lahko rečemo, neka prva stopnja razvoja nekega takega kmetijstva. Tukaj, gledajte, lahko vam samo povem, da na razvoju podeželja v Evropski uniji imamo približno več kot 180 programov. 180 programov. Zdaj pa vi naštejte, tudi strokovnjaki v Sloveniji ne znajo niti predstaviti vseh programov, odkot vi lahko črpate. Mi imamo velik problem tudi pri Ministrstvu za kohezijo, gledajte, in tudi za ostale evropske denar, ker ga ne znajo črpati. Imamo probleme z informacijskim sistemom in na tem segmentu dobesedno vlada kaos. Mojem po pravici povedati, z ministrom za kohezijo sem se srečal, dobesedno se mi je razjokal pred, mislim, da mesecem. Tako da obstajajo sredstva, potrebno je imeti znanja, jih črpati, potrebno je pripraviti projekte, predvsem pa kaj je potrebno v teh malih segmentih, je potrebno popolno sodelovanje, popolna povezanost in tisto, kar bi nekako nazadnje rad povedal, ker imajo probleme v večini držav, kmetijstvo ni socialna kategorija, kmetijstvo je gospodarska dejavnost in gledajte, Nemci imajo izraz kmetijstvo Landwirtschaft, Wirtschaft je za njih pomeni gospodarstvo, povezavi s podeželjem in gledajte, zanimiva zgodba, mislim, da se boste zapomnili, boste odnesli, mi je rekel kolega Ivanovič, predsednik odbora za kmetijstvo Črne Gore, ki je dolgo leta študiral v Ameriki, doktoriral je najsud profesor na ekonomski fakulteti, je rekel, mi smo imeli problem enega zelo nadebudnega mladega kmeta, ki je imel, ne vem, strašen projekt na podeželju in rekel, jaz kot minister sem se eno jutro peljal v službo in slišal na radio intervju z njim in govori o vsem, kako dobro je, kakšne projekte ima, kakšne živali ima tam na svoje posestvo in na koncu je rekel, največji problem je, da se ne manj poročiti, ker punce ne zanima, ker ima kmetijstvo stalno slab prizvok. Stalno slab prizvok. In ta
Kolega Ivanovič, ki je pač imel dosti ekonomskega znanja, je rekel, takoj mi pokličite tega fanta, zvedite, odkot je in mu povejte, da mi naj on pove, da ima čas, ne da ga imam jaz in da ga prijem obiskat. Prišel ga obiskat, on jim pokaže vse, ga je navdušen in pravi, zdaj pa jaz ne je pomagal. Kako ti je pomagali, ko smo malo šel na tiskovno konferenco. Je šel z njim na tiskovno konferenco in je rekel, prosim te pa samo nekaj. Ti samo govori to, kaj si meni pokazal in kaj si govoril zdaj na radiju. Prosim pa te samo za eno zadevo. Ko bo prišla, da boš mogel povedati besedo kmetijstvo, poskušaj povedati, da se ti ukvarja z agrobiznisom. Glejte, in on je to 4-5krat ponovil in čez 2 meseca ga je ta kolega nekako skrajšal, obiskal torej kot minister na podeželju in je vprašal, kako je stanje. Je rekel, gledajte, imel sem že 5-6 minkov, gužba je velika, vsi se menijo, da sem jaz agrobiznis, da nisem kmet, da sem veliki podjetnik in mislim, da je zdaj že porečen. Torej, da skrajšam, gledajte, seveda v besedni zvedi agrobiznis ne morejo zavzeti celega kmetijstva, kmetijstvo je bolj širši pojem, ampak jaz mislim, da vsi se moramo prizadevati, da kmetijstvo 21. stoletja mora postati slovenska panožna zgodba, ki je pomembna za razvoj, ki ima en pozitivni prizvok. In to je tudi povezano, moj odgovor vam, na takšen način tudi vidim preko kmetijstva razvoj turizma. Toliko z moje strani. Hvala. Samo še na to o tem krožnem gospodarstvu. Za Brda to pomeni v glavnem to, za briško kmetijstvo. Organska snov, nekateri se spomnite, da smo včasih ostanke tropine po predelavi vozili v ruše, v predelavi potem v prečah nazaj. Uspelo nam je pač tako tudi neko zakonodajo spremeniti, tako da lahko gre tropina ostanke predelavi direktno nazaj v vinograd, ker je to vračanje organske snovi. Imamo napor, veliko pomanjkanje organske snovi, včasih je bila pri hiši kakšna goveja živina, veste, da za nove vinograde smo spraznili vse hleve v Ligu in v bližnji okolici, zdaj tega ni več. Imamo pa še 2 druga vira. En od teh je rastoča količina oljčnih tropin in letos upam, da bomo obnovili oljarno, naslednji korak je pa, da bi od teh ostankov tudi seveda koščice uporabiti kot brikete za kurjavo, vendar je tudi to neka investicija, morda bo v kakem naslednjem letu. Tretji vir, in tle so občinski svetniki, kolegi, včasih me že siti pri tej čistilni napravi, v Brdih nimamo težkih kovin in če ne trčemo v neumne predpise, ni treba tudi, da blato iz čistilne naprave, ki je bogato na organski snovi, vozimo nekam, drago plačujemo, zdaj vozimo v Domžale. Moramo voziti v Domžale, ker če 2krat na leto ne prikažeš, da smo peljal, potem je nekaj narobe, da to usposobimo tudi in da to naredimo. Tako da včasih, če se nam zdi malo štufno to diskusija, govorimo o vračanju organske snovi v naravo. Mogoče še za vas je razveselil podatek. Evropski poslanci smo se zavzeli za to, da bi se dvignila starost za prevzemnika mladih kmetij iz 40 na 45 let. Upam, da bo tudi Svet Evropske unije, torej ministri držav članic, to potrdili, tako da še imate čas, da postanete mladi prevzemnik. Z vprašanjem mislim, da smo zaključili. Gospod Breznik, jaz sem en tak dokaz iz Ljubljane prišla v Brda in sem se vrgla po hiši, ko pač v Brdih je, tako da moraš tudi za to verjeti. Gospa Šulin, še eno vprašanje sem vam postavila, zakaj ste se odločili še za kandidaturo za Evropski parlament? Mislim, da je prav, da tudi o tem nekaj poveste, glede na to, da ste nas povabili na Evropski večer. Ja, hvala lepa za vprašanje, bom zelo kratka. V tem mandatu sem si nabrala veliko izkušenj, znanja, v tujini se ti odpre nek nov pogled na svet, tudi Slovenijo vidiš nekoliko drugače iz tujine, kot jo vidiš doma. Iz tujine gledano na Slovenijo opaziš še večje njene lepote, vendar seveda tudi vse te težave, o katerih smo danes govorili.
Jaz sem ponosna na to, da smo se leta 2003 na referendumu odločili za to, da postanemo država članica Evropske unije. Takrat je bila volilna udeležba nekaj več kot 60% in skoraj 90% Slovencev se je odločilo za to, da postanemo članica Evropske unije. Žal je bilo na prejšnjih evropskih volitvah, torej leta 2014, ta prisotnost samo še 24,55%. Evropska unija je za našo državo izjemnega pomena. Slovenija še vedno ostaja neto prejemnica evropskega denarja, torej prejme veliko več, kot vanj vplača. Vstopili smo na skupni trg, ki nam omogoča tudi to, da kmetovalci svoje izdelke na tem skupnem evropskem trgu prodajate po boljših cenah, da ste konkurenčni, da tuji kmetovalci sodelujejo z vami, da imajo svoje proizvode na naših trgih. Mogoče še dva zanimiva podatka. Bruto domači proizvod v Sloveniji se je v vseh teh letih za tuje investicije povečal iz začetnih, takrat, ko smo šele bili v začetku vstopa v Evropsko unijo, iz 5,4 milijard na kar 32 milijard evrov. In tudi izvoz, ki je bil takrat ob začetnem članstvu v Evropske unije 12 milijard, se je v torej teh 15 letih sedaj dvignil na kar 35 milijard. Jaz tukaj ne želim seveda povedati, da je Evropska unija perfektna zadeva, seveda se lahko stvari še izboljšujejo. Tudi zato sem organizirala ta Evropski večer tukaj le v Brdih, seveda na tematiko kmetijstva, ker sem menila, da je ta tematika najpomembnejša za to področje in kot se je pokazalo tudi glede na udeležbo in na vaše vprašanje, je temu res tako. Mogoče bi veljalo organizirati Evropski večer še na temo turizma, ki je tudi pomembna panoga, kot smo že rekli, za Slovenijo, tudi za Goriška Brda, in najverjetneje se turizem da še izboljšati in nadgraditi tudi na vašem koncu. Ob zaključku vas dovolite povabim na evropske volitve, te bodo 26. maja v nedeljo. Tisti, ki nimate časa 26. maja, pojdite na predčasne evropske volitve. Te so v torek 21. maja, sredo 22. maja in četrtek 23. maja. Jaz sama kandidiram na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 3. Tisti, ki se boste odločili mi nameniti preferenčni glas, se vam zelo zahvaljujem. Za konec pa bi takole dejala. Seveda je pomemben tudi gospodarski in finančni vidik in trenutek Evropske unije, vendar upam, da vsi tukaj ostajamo skupnega mnenja, da je največja vrednota in največja pridobitev Evropske unije mir, ki ni dan zavedno, ni samoumeven, za njega se moramo boriti in upam, da bomo s temi mislimi miru tudi ta večer današnji nadaljevali spodaj v predvirju. Hvala lepa. Še konec, še mečka, če lahko. Torej, zahvala gostom, gospodu Brezniku, gospodu Pršolji, gospodu Drnovščku in gospodu Radikonu. Res se vam najlepše zahvaljujem, da ste se odzvali našemu povabilu za sodelovanje na današnji okrogli mizi. Jaz vam želim, da boste na vaših poteh še naprej uspešni in da si boste prizadevali za dobrobit narave in kmeta in seveda, da boste izpolnili vse cilje, ki ste si jih zadali. Gospa Šulin vam je že ušla. Če lahko, gospa Šulin, tudi vam.
želim veliko uspehov na vaši življenjski poti in seveda veliko sreče na volitvah v Evropski parlament. Mi smo seveda v Brdih in kar izvoli Romana, kar pridi z te strani in gostom podari, torej po vrsti lahko tudi gospod Radikon, če lahko malo se vabim vas, da se nam pridružite potem tudi v avli, na enem takem, kako bi rekla, neformalnem druženju in seveda bomo še kakšno rekli. Hvala za vašo pozornost in da se